Tukul z vami danes v oddaji Radioaktivno.
Energija noči, zasedbe Mon Ami. Kar nekaj desetletij smo se vrnili nazaj, Robert Lesnikar pa z mano v oddaji Radioaktivno zdravo. Zdravo. Koliko let nazaj? Joj, Madonna, bi mogel zdaj človek malo preštudirati, ne, če je bilo 1995, 98, kak je 23 let nazaj? Takrat Mon Ami, danes Too Cool. Danes Too Cool. Ime, kaj ne človek pove, ne? Sem hotel biti solo, ampak sem pol imel, ko sem hotel tako mat ta prvi na plaži objaviti na DistroKidu, ne, pa ti pol on njihov algoritem išče, ne, imena pa tak dalje je bilo, joj, ne dopušča, 53 solo to že obstaja. 52 so jih skozi spustili, ne, za objavo na digitalnih platformah, mene kot 53 ne, ampak hvala Bogu, ker sem pol idejo kar nekaj časa iskal, ne, imena so tak zasedena že, da več sploh ne veš, kaj bi še dal, ne, pol se je pa zgodilo ena zgodba res zanimiva, ne, z mojo smo bila dol na plaži na morju, pa gremo po plaži, pa gledam, ne, dvojčka, tudi sama mama dvojčka doma, ne, in gledam, frajerja malo 8-9 let stara, ne, po plaži zrihtana havajska srca, kot imam jaz danes, ne, havajski klobuček na glavi, se rekel, kaj si ti nor, kak je cool. Oba sta tak cool, pol pa je moja rekla, tu cool, ne, se rekel, kak to misliš, ja, skoraj preveč cool, ne, se rekel, in pol mi je doma malo ta ideja delala, ne, veš ta imidž, ne, mogoče ne bi bilo slabo nekaj tega narediti, pa na plaži, ker smo jih na plaži videla, ne, ko imate na plaži, pa to igrivost, pa to radoživost otroško, ne, pa to sproščenost, kak sta se zabavala, skakala, plesala po plaži in mi je dalo taki en klik, ne, naredi nekaj tega, daj ime, ne, dva sta bila, ne, daj dvojko, pa cool sta bila, ne, in je zato Too Cool, ne, preveč cool, dobesedno. Bova do zasedbe Too Cool še prišla, ampak vseeno moramo za uvod v tvojo glasbeno zgodovino. Mon Ami, 90-ta leta, disko glasba. So bili lepi časi. Čisto drugačni ritmi kot danes. Nepozabni časi, res. Dosti lepše je bilo tudi glasbo stvarjati, ne, kot danes, ne, ni bilo nekde take te obremenjenosti, te med skupinami, ne. Danes je ena taka poplava teh bendov v Sloveniji, ne moreš verjeti, ne. 1001 ansambel. Vsak bi že muziko delal, ko ima kaj denarja pod palcem, da lahko studio plača, ne. Dobesedno res, velika poplava in zato je tudi v teh časih težko ven priti in viden postati, ne. Misliš, da bo ta vsa digitalna tehnologija, pa te platforme YouTube, pa Facebook, pa tak dalje omogočalo, da boš hitreje ven prepoznaven, ampak se moraš fest namatrati dosti bolj kot nekdaj, ne. Ja, v tistih časih je bilo, kaj ne rečem, kar nekaj dance skupina se je bilo, ne. Mon Ami smo bili, For Fun so bili, Gimme Five so bili, Power Dancers so bile, ne, Kingstoni, hvala Bogu, oni še obstajajo, ne, ampak vsi mi ostali, ko smo dance glasbo delali, smo bili prespecifično v ta žanr usmerjeni, ne, in smo vsi poniknili, dobesedno. To je tiste 3-4 leta je trajala dance glasba, ta scena v Sloveniji, pol pa je to dol naenkrat zginilo, diskoteke so naenkrat tudi se začela masovno dol zapirati, žerovincev ni bilo, ne, Oxygen je tak pol bil, Yucatan se je dol zaprl, ne, Masai se je dol zaprl, vse v celi Sloveniji se je začelo dol zapirati, tako da nekega interesa več ni, ne veš, kaj bi si mislil, ne. Tako da škoda za tiste čase, bilo je super fan, celo Slovenijo sem oblaufal okrog nas nastopi po diskotekah, po radijskih postajah, televizijskih postajah, dobesedno si že imel občutek, zdaj pa smo tam gor, ne, zdaj nam je pa nekako ratalo, pol pa je to sem nekaj zgrmelo nekam dol, ne. Danes pa, kot si že dejal za uvod, so pa popolnoma drugačni časi. Kaj pa je bil sedaj tisti input, da prihajaš nazaj? To je pa taka zgodba, ne, neverjetna zgodba. Rečemo tak, ne, vsi vemo, kak se zadnje čase v službah moramo matrati. Dati totalno vse od sebe, čez 101%, ne, dobesedno. V vseh službah te užamejo do zadnjega atoma energije, prideš domov, mrtev, padeš dol na kavč, oči obrneš, je že jutro spet dalje služba, ne. In ta doza z tega stresa v službi, ne, ti na koncu na zdravju posledice pusti, ne. Jaz sem dobesedno v prejšnji službi pregorel, za to piko na i dobu strdek v venu, 9 mesecev se za življenje boril doma, nisem vedel, ali bom preživel, ne bom, ta COVID fredameni se pojavil, ne, in ta COVID je za posledico tak nanesel pregleda, ko bi jih mogel meni, ne, da vidijo, kaj je s tabo, ne, čez 3 mesece, čez 6 mesecev, čakaš, ne veš, kaj boš, zdravilo boš dobil, ne boš dobil, ali kako bo to bilo, ne, in dobesedno, da sem to skozi prebavil, se rešil, ogromno kil dol spravil, posledično, ne, pa tak dalje, bolj malo začneš drugače gledati na življenje, ne, gledaš tisto, samo enkrat se živi, ne, ni služba vse, sem dal odpoved v službi, si doma glasbeni studio postavil, ker mi je kliknulo,
veš, nekaj bi bilo fajn še za sabo pustiti, pa to ljubezen do glasbe, ko sem nekdaj imel, ne. Če zdaj naboš nikdar, ker starejši boš 50, 60, boš star, kdaj pa ne, če zdaj ne. In zato sem se ravno lotil nazaj v glasbo, ne. To je moja prva ljubezen in dihaš jo ko zrak in brez nje ne moreš, ne. Zato na spletni strani pišeš, naj se pustolovščina začne. Točno zato sem dal, naj se pustolovščina, glasbena pustolovščina začne, ja. Točno to, ravno to, ne. Ker nekdaj, tako kot rečem, ni bilo YouTubea, ni bilo pametnih telefonov, mi se nismo mogli z nobenim fotkati, sem z Viljem Resnikom bil skupaj, sem bil z Miranom Rudanom, vse posod smo se družili, smo se hecali in zabavali in tako naprej, ne. Nimaš pa ene slike z njimi skupaj za spomin, ne. Imaš sve spominje v glavi, ni pa fizično zunaj, ne, na sliki. In zato sem rekel, daj zdaj muziko naredi, da se spet srečamo z vsemi temi skupaj, pa jaz sem užival v Rajski postaji, vse se vidi, da sem brbljal, tako dalje mogoče še preveč in kome čakam, no, da bi se Rajske postaje bolj odprle do mene, pa da lahko predstavim vse pa to pesem, ne, ker tudi imam v planu, imam še eno doma, ko sem jo lansko leto, letos sem jo naredil, tako je bilo v 2 tednih, sem eno pesem naredil za MMS, ne, da sem se lahko prijavil, ampak 78 nas je bilo prijavljenih, konkurenca je bila huda, vse se vidi, sami znani so bili, ne, to, ko smo gledali, kdo je bil, pa je nastopil na MMS-u, upam, da mi drugo leto rata, prijavil sem se kot solo na MMS, ko sem še solo hotel biti, ne, ampak dobro, zdaj sem to cool, bo tudi boljše zvenečo ime, je pa težje za izslediti na internetu, to res moraš 2 pa cool zraven napisati, da te najde, ne. Druga, ki bo spustila iz tistega retro obdobja, lahko rečemo, bo Ne me aretirati. Ja, Ne me aretirati. Ta je taka, zdaj bojo poslušalci slišali, je bila na prvem mestu, kar po dosti krajih po Sloveniji. V Velenju je bila takoj hit številka 1 na lestvici, predvidevam, zakaj ne. Ta tematika je taka, kot je Velenje, ne, ta underground scena velenska, pa ta okoliš in zgleda, da jim je sedlo, ne, je tudi taka, Ne me aretirati ravno za tem, ker je življenje težko, nimaš denarja, ne, dobesedno si kuriš na drva, nimaš za plin, ne. Tako je tudi moje tisto repanje bilo v komadu in ja, moraš iti banko ropat, da priješ do denarja, ne, če drugače ga nikjer ne moreš dobiti, ne. Živim, si kuham na drva, nimam za plin. V banki sem bil, da vzamem kredico, ven me nagnali, mi rekli bandit. Sedem v avto, stopim na plin, vsem policistom dim pustim. Hoče ujeti in me zadeti, kot bi bil tatkih tebe zbežati. Ne me aretirat, ti stvari prebirat. Ne, nisem kriv, tisti banki nisem bil. Ne me aretirat, nočem se prepirat. Ne, nisem tat, če denar se gledam rad. Ne me aretirat, ti stvari prebirat. Ne, nisem kriv, tisti banki nisem bil. Ne me aretirat, nočem se prepirat. Ne, nisem tat, če denar se gledam rad.
krive me obsodil, me ječo je nagnal. A reveš, jaz nedolžen, kaj storim naj zdaj? Ali naj pobegnem, ali je čez gnije naj? Mene aretirat in stvari prebirat. Ne, ne, nisem kriv, tisti dan, ki nisem bil. Ne me aretirat, nočem se prepirat. Ne, ne, nisem tak, če denar se gledam rad. Ne me aretirat in stvari prebirat. Ne, ne, nisem kriv, tisti dan, ki nisem bil. Ne me aretirat, nočem se prepirat. Ne, ne, nisem tak, če denar se gledam rad. Mon ami in Ne me aretirat. Če pogledamo tvojo glasbeno zgodovino, Adonis Band je tista prva zasedba iz leta 1993. To je pa bilo daleč nazaj. To je že 30 let nazaj skoraj. Ja, to je pa daleč nazaj. Dobesedno smo tu na Zlatem glasu Ormoža, če se kdo še spomni, ne, ko je pred hotelom bilo. Tu smo imeli prvi nastop, pa tretje mesto smo dobili, še zdaj pomnim, ne, na tisti prikolici gor pa smo zašpilali, zabavno glasbo smo igrali, pa tako dalje. Pol smo malo po Jeruzalemu, ne, pa tako po teh koncih pa hotelu Ormožu, pa tu smo špilali po hoteli večinoma, ne. Ja, je bilo tudi nekaj drugega, ne. To so bili nastopi 6, 7, 8 ur na noč, čisto drugače kot pol za den skupino Mon ami, ko smo imeli 1 uro pa nekaj nastop, ne, pa dosti več denarja zasluži, ne, pa je bilo lažje, ko se si ga razdelo, ne. Tako da, ja, zanimivo. 2 leti po tistem, potem Mon ami, 1995. Ja, to je vedno tak, ne. Težko je skupino furat, če jih je dosti v skupini, ne. In ima kaki, recimo, ima kdo kakšne druge obveznosti, ne. Pa mu več ni, pa tako dalje. Pa pol težko spet zamenjavo dobiti, ne. Tisti krat so bili taki težki časi, mi smo hoteli kitarista dobiti, ampak pa nikjer jih ni bilo. Tu sem iskal celo kitarista, ne, so prišli iz Slovenske Bistrice, so rekli, Madona je predaleč do središča v Dravi, da mu se navaja vozili, z Gorišnice, tak, ne. Fest težko je bilo kitarista dobiti, ne, in zato smo mi pol na koncu tudi razpadli kot Adonis Band. Z pevcem iz Adonis Banda, ne, smo se odločila pol pa dalje to den skupino narediti, ne. Pol je pa drugi problem bil, ne. Vse posod, ko si komade naredil, sem imel pevca, ne. Prijatelja, ko je pel, je pa bil problem, radijske postaje so pripravljali, joj, dajta si pevko najti, ker je danes glasba, kot je trend, ne, mora imeti pevko. In pevke spet nikjer zadobiti. Ne, zdaj, ko imaš super stare, pop stare, ne vem, talente, ko imaš 1000 pa enega bi dobil, če bi sam s prstom kliknil, ne. Takrat pa nikjer nobenega ne moreš verjeti, nikjer nobenega, ne. No, in tako je to pol posledično prišlo, na koncu ugotavljaš, da je najboljše biti sam. Zato sem se tudi odločil zdaj solo, čisto sam. Če kaj zafrkneš, si sam na sebe hud, ne. Nimaš komu kaj očitati, ne. Ker če pa imaš v skupini dosti več ljudi, se zanašaš na njih, da bo kdo kaj naredil, ne, nekdo na pošto odnesel, ne, nekdo špil zrihto tako, da si malo razdeliš, ne. Ja, pol sem pa bil sam dobesedno pri skupini Mon ami, ne, ko sem dal komu kaj, joj, Robi, ti si rojen za na pošto nesti, sem kar odgovor dobil takoj nazaj. In vse sam, ne, in zato sem rekel, zdaj pa nobenega, zdaj pa grem sam, fertik, sam glasbo, sam sproduciram in vse sam, ne. Ste pa kot Mon ami vseeno bili zelo delovni. Dance projekt kot promocijska kaseta, potem Sex, Music and Fun, prvi album, ter potem Baget, Mažik, drugi album, ja. Je bilo vse. Kar nekaj materiala se je nabralo potem. Ja, se je nabralo, ja. Pa produkcijsko prvi CD, ne, sem dobil taka zanimiva mnenja nazaj o njem, ne, da prehitevamo za 20 let produkcijsko slovensko sceno, za 20 let, ne. Zato sem ravno tako si mislil, ne, hudiča, če so tisti ga pravili 20-25 let si prehiter, ne, zato v kakem stilu je bilo narejeno, ker če bi ga zdaj spustil, komad je še vedno v špici, kaj se tehnike tiče, ne, nared. Za tiste razmere, ko ni bilo računalnikov še, ne, da smo mi zasempli z vsem skupaj naredili taki projekt v studiu, ne, v Mariboru, neverjetno, vse meni se zdi, no. Danes so tehnologije popolnoma drugačne. Ja, danes je to vse tehniko mogoče, vsak ima lahko svoj domači studio, če le imaš nekaj denarja, malo več pod palcem, ne, ampak še ne pomeni, če si lahko to privoščiš, ne, moraš se pa temu posvetiti, ne. Jaz sem zdaj zadnje 2 leti pa pol, res 1000 pa en YouTube posnetek pogledal o tem, kako se doma producira in tretje, ko se hoče neko širšo glasbeno podlago dobiti, ne, da tudi veš, zakaj se zvoki morajo frekvence poštimati, ne, da se instrumenti ne povozijo en drugega in tako dalje. In ja, upam, da mi bo ratalo, ne. Pripeljal sem tako daleč, da si komad pa vse glasbeno podlago, vse sam naredim, edino pustil sem pa vse skupaj, da mi v Ameriki miksajo, ne. Mix in mastering pa moraš pol imeti na svetovni ravni, ker radijska postaja pričakujete točno to, ne, svetovno produkcijo, da ni slišati nekaj čisto XY, ne. Ja, danes je to, da mora si kaj že tako dodelati, da sploh ne veš, kje je narejeno. Ja, to. Vse se da, ne. Preko interneta lahko pošlješ na drugi svet, na Mars, če bi šlo, ne.
Glasbeniki v Sloveniji danes snimajo z brazilskimi, potem kostariškimi ali pa tajskimi glasbeniki. Vsi so kot v istem studiu, pa niso. Ja, to. Točno to. Tak je tudi ta moj iz Amerike, iz Los Angelesa, ne, tonski tehnik, ko mi je miksal pa mastering del, tudi Alex Francesco Solano, ne. Tak po imenu se že sliši kubanskega, mehiškega izvora, ne, in tudi tak je res full fan, ne moreš verjeti, ne. Niso taki, ko si ti misliš, da so neki ultrazvezdniki, ne. Njega je učil na glasbeni akademiji, tako je Michael Jackson miksal album in ima res te korenine, da ve, kaj dela, ne. In si misliš, ta bo zvišen, ta ne bo hotel sodelovati za tabo, ne. Ne, to so profesionalni ljudje, ni problema, ne. Tam, ko je denar, vse da, ne. Polnoč bo tretja, še vedno smo v tistem prvem obdobju. Ja, to je že skoraj drugo obdobje. No, ali pa drugem, tako. Rečemo tako, je drugi album. Ja, tu smo pa malo šli produkcijsko, mogoče sem ga malo zafrknil, sam ne priznam. Kaj ne človek reče, ne, dance glasba se je razvijala v Evropi in tudi ta drugi album, ne, je sledil tem trendom nemške dance scene, ne italijanske, tako kot od Ljubljane naprej proti Primorski posluša italijanski dance, naša Štajerska pa nemški dance, ne. In sem tudi produkcijsko sledil onem obdobju, ko je bil Saš, nemški izvajalec, ne, ko je imel Encoron Fa komat in sem tudi takega naredil polnoč z kriki, ni več bilo petja, ni več bilo repanja, ne, je bil trends progresiv stil in ja, modern in tak dalje, ampak ne za slovenske razmere tako komercialen, kot če bi bilo petja naprej, ne.
Polnoč ter Mon Ami. V 90-ih letih prejšnjega stoletja smo z glasbo, bomo pa se kmalu preselili tudi v sedanje obdobje zasedbe oziroma solista Too Cool. Že prej si nekaj govoril o nastopih, diskoteke pa to, danes je ta princip popolnoma drugačen, diskotek tako rekoč več ni. Ne. Kako si danes predstavljaš koncerte v živo? Zanimivo, ne? Kaj se je zgodilo, ne? Dobesedno res ni več diskotek, ne? Jaz ne vem, ki se bojo mladi spoznavali dobesedno, če ni samo še na veselicah, ne? Te šotorske veselice, fešte, ko so, ne? To še edino, kaj imamo, ne? Pa kakšni ti koncerti na prostem, kakšni festivali, pa tak dalje, ne? Zdaj ta COVID je tako vse na glavo postavil, zdaj hvala Bogu, letošnjem letu se ogromno dogaja. Po Facebooku, če malo pogledaš, je 1001 festival, ne? 1001 šotorska veselica in nekaj v takem stilu mislim naprej delati, ne? Ker mora biti glasba, da lahko po šotorom izvajaš, ne? V takem stilu, ne? Saj zato imam malo tako komercialno naravnano tudi zdaj naprej, ne? Razmišljaš tudi o zasedbi? Ja, vse pelje v to smer, ne? Ker če gledaš, da tako diskoteka nekda, ne? Zakaj je den scena v Sloveniji poniknila, ne? To lahko točno človek zdaj pove, ne? Zato, ker tistikrat si izvajal na playback. Si imel matrico, podlaga je bila glasba, ti si v živo pel, tako je bilo. Ampak diskoteke so pol, če že morajo toliko denarja dati, zahtevale, veš kaj, bomo pa mi zdaj drugače naredili, ne? Če že moramo toliko plačati, pa dajte vi še band med, pa v živo odšpilati, ampak danes glasba se v živo ne da odšpilati, ker rabiš ogromno elektronike za sabo, nemogoče je to izvesti, ne? In ja, kaj ne človek reče, ne? In zato tudi ta smer, če hočeš zdaj nastopati v šotorih, ne? In tak dalje, zato sem tudi Too Cool band dal v svojem Gmail naslovu, ne? Ker predvedevam, da bom mogel skupino med, ko bojo v živo špilali, tako kot ima Luka Basi zdaj skupino, da pol z njimi igra, ne? Tudi to, ne? Drugače verjetno nastopov ne bo, ne? Če ne bo bend ozadje. Glasbo si ustvarjal takrat, ko nas sedanje ekipe večinoma še ni bilo na radiju, tako da se ne poznamo. Oddaja Radioaktivno pa vseeno že 20 let poteka na Radiu Prlek, kjer predstavljamo slovensko glasbo. Jaz sem tisti, ki izprašuje, letošnji sezoni je nekoliko drugače. Imam tudi rubriko, v kateri drugi glasbeniki sprašujejo druge glasbenike. Oho, tudi. In danes si naletel na to mino, da bodo tudi tebe spraševali druge. Ja, saj ja. In sicer bo to Petra Ceglar, mlada pevka iz okolice Ljubljane. Pred tabo je bila v našem studiu, zastavila ti je 4 vprašanja oziroma še bonus vprašanje. Oho, celo. Tako da Sladkorček za konec. posebej zate. To super, veš. In sicer Petra ti zastavlja prvo vprašanje. Kaj ti poleg glasbe daje največje veselje? Fajn vprašanje. Družina na prvem mestu. Moja 2 dvojčka, pa še 3. rojen sin, Alex, nepopisno, ne. To je točno tisto, o čem jaz zdaj v teh komadih svojih pojem, ne. To igrivost otroško, ne, to, kaj bi človek rekel, da se tako izrazim. Otroci niso z ničemer obremenjeni. Mi imamo 1001 problem, ne, pa cele noči mogoče včasih ne spiš, pa študiraš na 1001 stvar, ne. Otroci res to tako nagajivost imajo v sebi, iskrivost in to, ne, to meni daje tisto energijo, ne. Drugo vprašanje. Kdo ali kaj je tvoja najljubša muza? Muza, hec, kaj bi človek rekel, nimam pojma, največja muza. Rečemo tako vzornik k večjemu, ne. Pa ne ženskega spola, dobro, Evo Boto obožujem ful, ne. Ona je taki cukrček, nasmejani in tak dalje. Ta ženska ima take ene energije, ne veš odkot jo jemele, ne. Dobesedno, 1001 nastop okrog, to kaj ona dela, to ne moreš verjeti. Nastop v vsakem kraju, vsake dan je kje drugje, ne. Pa še zraven tega folga zalejo medral hoditi okrog po teh vrhovih pa tak dalje, ne. In to jaz ne vem, ki ima energijo, ne. Ta rečemo, da je ona moja muza, no, tak, ja. Zanimivo muzo si izbral. Ja, res. Tretje vprašanje, Petre Ceglar. Kakšen je tvoj ritual pred nastopi? Ja, opevati se je treba, to nimaš kaj, ne. To se takoj pozna na glasu, ko nastopaš, da ni glas opet, da nisi sproščen, ker moraš pri teh pevskih vajah tudi imeti vrat sproščen, ne, ramena sproščena, to se vse pozna, vse se sliši v glasu, ne. To je to. Četrto vprašanje. Kaj je tvoj največji cilj doseči v glasbi? Prepoznaven postati nazaj, ne? Ker zdaj je teh 23 let minilo, ne? Hudo je, taki občutek imaš, tistikrat smo že bili znani, vidni in tak dalje, ne? Zdaj spet viden postati, ne? Da si spet tam, ko si nekde bil, ne? Je dosti težje zdaj po 23 letih nazaj se vrniti, ker ne moreš neki res slab komad ven dati, pričakovanja so velika, mogoče si sam tudi več zastavljen, kot bi si mogoče rabo zastaviti, ne? Ampak res, ne, da produkcijsko narediš komad, da te ni sram z njim narediti, postaje iti in tak dalje, to, ne. In še zadnje vprašanje. Katera je tvoja najljubša slovenska skladba? Istrijanko, ruža moja, pa v hrvaščini.
Ja, slovenska, ne, ker je Luka Bas izvaja, zato sem tudi zdaj tak naredil, ne. Če on na taki način dela, ne, on je prav na to šel v hrvaščini začeti pet in tak dalje. Jaz sem zdaj naredil slovenski komad za otroke v slovenski verziji tega Na plaži, ne. Ove noči je pa isti komad Na plaži, ampak v hrvaščini. Z ljubezensko tematiko drugače, strastno odpeto in tak naprej, ne, da potiplemo malo hrvaški pa srbski trg. Točno to, ne. Ker je tudi tak, da povem, ne bi se hvalil, ampak z Luka Basijom smo bila na enem nastopu njegovem skup, ne, in se jaz malo tak tisto z njim hecam, se rekel, čuj, ti si Matej Prikeržnik, ne, z Koroške, ne. Veš, da imam jaz sestrično, ko se tudi Prikeržnik piše, tudi z Koroške, ne, tako kot oni to potegnejo, ne, iz Raven na Koroškem. Pa Peter, ne, ko je Prikeržnik in tak dalje, ko imam moje sestrično poročeno, se rekel, si ti kaj v sorodu z njimi, ne, pa pravi, čakaj malo, ne pogruntam, pa veš, da je moj ata bratranec od tega Petra tvojega, ne. Ta se rekel, in pol sem ga malo zafrekoval, ne, se rekel, super, veš, pol pa da te jaz tako povem, ne, med nama, ne, pol smo mi dva žlahti, veš, in ja, in zdaj smo žlahti, ne, se zato jaz tudi njega ful obožujem, pa cenim se tudi dolgo časa trudil in hvala Bogu mu je ratalo Madonna, njegove pesmi poje celo Slovenija, tako da hvala Bogu, super za njega. Še eno vrtiva, z obdobja Mon Ami, Baget Magique, to je naslov drugega albuma. Ja, naslov drugega albuma in tudi to pesem, ne, sem pol vedno hočeš več, ne, vedno hočeš več in tudi ta Saš, nemška skupina, je tudi v francoskem jeziku imel, ne, vse tiste njegove pesmi in tak dalje in pol slediš temu. Sem pevko v Mariboru, pevko Kiko, si za ta projekt zrihtal, smo v 2 studijih ta komad snemali, ima 2 različne verzije, ne. Mariborski studio smo naredili bolj hitro verzijo, bolj na rave, pol smo pa naredili to čisto po nemški sceni, čisto podobno, ne, ker sem malo okrog po radijskih postajah, okrog urednikov šel, ne, pa so rekli, veš, ta je malo out, ni in, to, kaj se zdaj trenutno v diskoteka vrti, ne, in zato sem šel, me je počgalo, ne, se rekel, tak, zdaj pa najdemo studio, ki bomo celi album posneli, studio Akademik v Ljubljani je bil, takrat mi smo bili zadnji projekt v tem studiu, tam so snemali cela jugoslovanska scena, to je bil legendarni studio in tak dalje, hvala Bogu smo mi zajahali še ta zadnji v ta studio, ne, spomini so neverjetni, to ne moreš opisati. Ne, spoznal sem Darjo Šveger tam, Aleša Klinarja od Agropopov, Uranjaka, Bobnarja, Šankrokov nekdanjega, ne, se družili, smo jedli, domače tunko smo imeli s sabo, pa oni bi to kupili na kile, ne moreš verjeti v našo prelešku hrano, doma vložene in tak dalje, res lepi spomini, ne, in zato sem tudi tam naredil v francoskem jeziku, ta, ne, sem malo forsiral, da bi malo probali v tujini uspet, ne, za tem komadom. Attention, attention, le groupe Mon Ami vous présente sa composition Une baguette magique.
Too Cool, oddaja Radioaktivno. Robert, s tem projektom odpiraš novo glasbeno obdobje, tudi novi glasbeni žanr. Ni več dance, tako v spredju, bolj latino reggae, vse prva skladba. Ja, vse je zanimivo. Reggaeton. Ja, zanimivo. Kam so mene vse zvrsti peljala, ne? Jaz se nikdar nisem tisto točno fokusiral samo na eno zvrst glasbe, ne? Široki spektr, vse poslušaš, ne? Vse ti gre v uho, od klasike, od metal glasbe. Začetek je bil prva skupina, ko je nisem niti omenil, ne? Je bila Polstrav, središka skupina, smo kolegi skup. Metallico, Megadeth, Sepulturo špilali, ne? Jaz sem bil bobnar in tak dalje in pol je tako šlo na zabavno glasbo, skoraj že malo narodno glasbo, ne? Pol ta dance glasbo, ne? Pol v tem obdobju te tišine po dance glasbi sem Dixie igral, ne? Tu v Ormoškem gradu smo vaje imeli z Matejom Mertikom, z Davidom Petkom, ne? Smo imeli taki Dixie band, špilali to, pol sem malo punk špilil dol v kleti Ormoškega grada, ne? Pod nami. To pod vami, no, in pol zdaj reggaeton, ne? Zakaj reggaeton, ne? Ne vem, zdaj v teh letih se mi je nekako reggaeton, kar je Despacito prišel ven, ne? Nekako zasidro v uho. Pa tudi vidim, da je nekako najbolj poslušani žanr trenutno, največ ogledov ima in tak dalje v svetovni špici na YouTube in vse posod. Pa melodično pa spevan, ja, ne? Taki poletni ritmi so ti taki fajni, ne? To kar so ti v Puerto Riku izumili reggaeton, hvala Bogu. V prvi skladbi si poletno obarvan in to na plaži. Ja, na plaži. Ta plaža je res zgodba dolga, ne. Komad je 6 mesecev, odkar je bil posnet, čakal na snemanje videospota, dol snemal sem z režiserjem, ne, Perico Rajko, Modrijane snemal, Jana Plestenjaka in tak naprej. On je Koprčan, tudi v Kopru v studiu smo ga še dodatno dodelali to verzijo, ko je z Amerike prišla, smo z back vokali, s kitarami, za kongoti, bongoti podkrepili, da je tako eno globino, širino komad dobo, da so back vokali slišati, tako da se zliva moj glas, ne, z ženskim glasom, z moškim še drugim glasom, da ima res širino pa globino, ne. In tudi to rečemo središče, naš konec Prlekija je najbolj sončni konec v Sloveniji, ne. In tudi koprski konec obale je najbolj sončno v Sloveniji in Los Angeles je najbolj sončni, ne. In združiš te 3 kraje, mislim, da se v komadu čuti ta energija sonca, ta vitamin D, ko ga si rabimo, potrebujemo. Točno to, ne. In zato 6 mesecev, ne, da smo videospot posneli, ne. Smo čakali lepo vreme, ne moreš zmrzniti na plaži. Bil sem dol v Ankaranu na plaži, hočemo snemati zjutraj ob 8, difuzna svetloba, ni bilo sonca, tako je bilo megleno, ne, sem rekel, hladno, majke mi je, nazeblo me je, tako da sem se spakiral, sem poklical režiserja, sem rekel, daj predstavimo na čez 4 dni, ko bo lepo vreme, pa to smo predstavili, čakali lepo vreme, pol je bilo pa toplo, ne, cela ekipa neka prehlajena. Nasnemamo ta videospot, kamerman je končal v bolnici za 12 dni, je sončarico faso tega sonca na plaži, ko smo cel dan snemali, ne, hvala Bogu, mi smo se v senci določeni držali, ne, oni so pa našpukali, ne, in kaj ne rečem, režiser je tudi zalegno pol in je trajalo zato, ker sta zbolela, da so mi videospot zmontirali mesec pa pol. In na mesto junija, ko se dopusti začnejo, ker komad pisan za plažo, za dopuste, še mesec dni pa pol čakati na komad, ne, sezona je že v sredini, ne, in zdaj proti koncu sezone je komad vem prišel, ne moreš verjeti. Bo pa to bolj za grške plaže za jesene. Ja, pa Tenerife. Verjetno ne bo ostalo samo pri tej skladbe. Ne, ne bo. Saj imam še drugo skladbo doma pripravljeno, ne, rečemo zdaj na plaži, pa to ove noči, zdaj v Hrvaščini, ne, da vidim naše južne braćo za stare cete, za stare dobra vremena, ne, kot novi fosili pojejo, kak je kaj za tem trgom dol, ne. Imam Seksi telo, to, kar sem za MMS posnel, ne, ta komad čaka čez 2 meseca, da ga dam ven, ne. 5-6 komadov imam na 3/4 končanih doma v studiu, ne, tako da album, če Bog da, finančno gledano drugo leto, ne, ker moram migati, ne, ker vsi dan danes ne bi šlo, ker bi muha enodnevnica, ne. Tega pa danes veliko. Ja, vse to, točno to. Na plaži je tista, s katero bova ta pogovor tudi zaključila. Robert, oziroma Too Cool, hvala, da si se oglasil, da je Radioaktivno na Radio Prlek ter uspešno in čim bolj delamo naprej. Najlepša hvala, pa res hvala za povabilo, pa za priložnost, da predstavimo to skladbo. Hvala.
koncesije, spet smo na plaži, kamni, školjke, kopalci med valovi, von po soli in po morju, glas galebov, ladje v daljavi, tudi letos si bomo zaužili, se v hotel 5 zvezdic nastanili, tam plesali bomo in si peli in odlično bomo se imeli, ko dopust bomo čofotali in se sončili, si kopalke pisane oblekli in se kopali na plaži, Na plaži, na plaži, na plaži, na plaži, na plaži. na plaži se sončili. Novo leto, novo potovanje, nova pesem, novo letovanje, ko dopust bomo čofotali in se sončili, vsi kopalke pisane oblekli in se kopali na plaži, Na plaži, na plaži, na plaži, na plaži, na plaži. na plaži se sončili. Na plaži Na plaži, se zabavali, na plaži na plaži, veselo skakali, na plaži na plaži, skupaj uživali, na plaži na plaži. po pesku plesali, ko dopust bomo čofotali in se sončili, vsi kopalke pisane oblekli in se kopali na plaži, Na plaži, na plaži, na plaži, na plaži, na plaži. na plaži se sončili. Sem Tukul in poslušate Radioaktivno.